Maja. Maja, ki je ni zanimalo nič drugega kakor njena faraša, črni šivalni stroj znamke Butterfly, se je zaljubila. Neslišna ljubezen, ki pa je njeno mršavo telo noč za nočjo stresala v valovih solza in vzdihov. Neprestano je bilo, kakor da bo umrla pod bremenom želje po tem, da bi ga videla. Vsemogočni Bog. Gospod moj, nič nočem. Samo videla bi ga. Vsemogočni Bog, gospod moj. Sploh ni treba, da se obrne v mojo smer. Samo videla bi ga. Mati se je počutila hkrati hvaležno in krivo, da je Maja tako neješča. Samo videla bi ga. Samo videla bi ga. In vročično upala, četudi si tega upanja nikoli ne bi drznila ubesediti, da bo prišel nekdo, ki bo nadvse cenil Majine šiviljske spretnosti in njen skromni tek in jo bo v poročnem sprevodu odpeljal na svoj dom. In je prišel. Maja, hčerka moja, sin trgovca Sulejmana prosi za tvojo roko. Po mojem si že malo prestara, da bi se delala tako plaho. Gospod.
nočem ničesar. Samo videti sem ga hotela. Prisegla sem. Prisegla sem. Da ne bom naredila nič narobe. Da ne bom pokazala tega, kar je v mojem srcu. Obljubila sem. Vse sem ti obljubila. Čemu si torej poslal sina trgovca Sulejmana v našo hišo? Se mu nisem povedala. Niti sestrama nisem povedala. Zakaj si nam poslal Sulejmanovega sina v hišo?